predstavila načela mladinskega dela, ampak tako, kot jih vidimo v naši neformalni skupini. Ja, načela, ki smo jih sestavili, kako smo sploh prišli do njih, toliko, da imate malo zgodovine, kakšen je bil naš proces dela. Precej stvari, ki jih je govoril že Matej, se povezujejo s tem, kar smo mi ugotovili že v teh naših načelih. Tako da mogoče bodo ene stvari ponavljali oziroma bom izpostavila stvari, ki smo jih mi prepoznali kot najbolj pomembne. Torej, zgodovino. Mi smo se lotili tega tako, da smo zbrali različne dokumente, ki se navezujejo na mladinsko delo, različne definicije, tako na slovenskem nivoju kot na evropskem nivoju. Smo jih zbrali skupaj in potem iz tega nekako ven izluščili pojme, ki so se nam zdeli najbolj pomembni in najbolj bistveni in na podlagi teh pojmov potem prišli do načel. Kako smo sploh opredelili načelo kot način, na katerega se dogaja mladinsko delo v določeni organizaciji. Torej kot vidik dogajanja, ne samo nekega dogodka, ampak nekega procesa v organizaciji. Mogoče samo še to, tudi stvari, ki bo naša skupina potem na nadaljevanju predstavljala, stvari so prišle ven iz teh načel, iz stvari, ki smo jih debatirali. Postavili smo načela, predstavljala bom samo to, čeprav smo šli mi že en korak naprej. Iz načel smo izluščali potem ven že vloge, ki jih posameznem načelu ne bi zavzemal mladinski delavec, ampak ker mislim, da je to že res en korak naprej in da moramo najprej se osredotočiti res na načela, ne bom tistega razlagala naprej. Prvo načelo je, vrstni red načel nismo nič posebej določali, tako da vrstni red ni pomemben. Prvo načelo je prostovoljna udeležba mladih, to pomeni, da sem dal mladi pridejo prostovoljno na lastno pobudo. Stvari, ki smo jih tukaj izpostavili oziroma smo se spraševali, so kje je mogoče že meja z manipulacijo, kako lahko neki mladinski delavec mogoče grdo rečeno zmanipulira oziroma pripravi mlade, da se nečesa udeležujejo. Spraševali smo se tudi pa med odnosom med prostovoljnim in prostovoljskim v sklopu tega. Kaj več pa mislim, da tukaj že ni potrebno. Potem naslednjo načelo je mladi so akterji. To pomeni, da so mladi tisti, ki so v procesu aktivni. Niso samo pasivni opazovalci, ampak aktivno delujejo v celotnem procesu mladinskega dela. To pomeni, delajo in vložijo del sebe, vložijo svoje ideje, svoje želje, svoje zamisli, svoje pobude in skozi ta proces se potem tudi učijo. Naslednje načelo, ki se povezuje s prejšnjim, so lastna prizadevanja mladih. To pomeni, da si mladi skozi proces mladinskega dela trudijo izboljšati okolje, v katerem živijo. Mladinsko delo se največkrat dogaja v lokalnem nivoju, skupina mladih se zbere zaradi enega skupnega namena in s tem namenom želijo v tem svojem okolju nekaj spremeniti. Kot sem že prej omenila, izhajajo iz lastnih premislekov in iz lastnih vrednot, torej izhajajo iz tistega, kar je njim v tistem trenutku in v tistem prostoru najbolj pomembno. Torej gre za aktivno participacijo, kar smo slišali že prej. Zelo pomemben element oziroma zelo pomembno načelo je prostor druženja. Mladinsko delo poteka v skupini. Težko rečemo, če je en posameznik, da je to mladinsko delo. Mogoče bi se v kakšni situaciji to že dalo reči, ampak mladinsko delo poteka v skupini. Skupina mladih se zbere in v tej skupini že potekajo procesi. Ni mladinsko delo samo to, kar mladi naredijo za okolje, ampak je mladinsko delo tudi to, kar se dogaja v skupini mladih. Njihovo izmenjevanje mnenj, njihovo spoznavanje in učenje drug od drugega, vse to je mladinsko delo. Sproščenost, družabnost, to je bistven del, neformalnost. In skozi vse to, kar sem zdaj naštela, izhaja naslednjo načelo, to je osebnostni razvoj vsakega posameznika. Osebnostni razvoj se nam ne dogaja samo na področju osebnostnega razvoja, ampak ne gre samo za učne izkušnje, ampak gre tudi osebnostni razvoj na vseh šestih področjih razvoja. Gre tako za telesni, moralni razvoj, socialni, vsa področja, ki se skozi mladinsko delo lahko razvijajo. Ta razvoj poteka lahko zavedno, lahko se mladi tega zavedajo, lahko pa tudi ne, lahko so to popolnoma spontani procesi, ki se dogajajo.
načrtovanje učinkov je zelo pomembno načelo. Torej, mladinsko delo ni samo rezultat nekega nenačrtovanega dogajanja, ampak akterji učinke načrtujejo. Ti akterji, kot smo prej že slišali, so lahko mladi, ki delajo za mlade, lahko so pa mladinski delavci, torej odrasli, ki delajo za mlade, ampak mladinsko delo je načrtovano. Seveda se stvari dogajajo tudi nenačrtovano, so učinki, ki pridejo spontano, ki jih ne moremo načrtovati, jih ne moremo predvideti, mogoče jih tudi ne zaznamo, ampak bistveno je, da znamo ta celoten proces načrtovati in ga pogledati od začetka do konca in ga potem na koncu tudi ovrednotiti. Načrtovanje učinkov, tako za mlade kot za okolje, to pomeni, kar sem že prej omenjala, učinki na mlade v smislu osebnostnega razvoja in pa učinki na okolje, kaj mladi želijo v tistem svojem lokalnem okolju spremeniti. Vključevanje mladih v družbo. Skozi vse to, kar mladi delujejo, se mladi vključujejo v družbo. Kako se vključujejo v družbo, odvisno na katerem področju delujejo, na katerem segmentu delujejo, ali so to športne, kulturne aktivnosti ali pa karkoli drugega. Skozi vse to pridobivajo kompetence in vse ostalo, kar paše zraven. In z vsem tem v bistvu oni dajejo v družbo del sebe, to je tisti bistven prispevek, kar mladi dajo v družbo in se s tem tudi vključujejo. Iz nasprotnega vidika je pa naslednje načelo, to je pa v bistvu dodana vrednost za družbo, ker mladinsko delo ni orientirano samo v mlade in njihov razvoj, ampak tudi v okolje, v katerem delujejo. Mladi se odzivajo, njihove potrebe, njihove želje za neko spremembo v družbi so vezane na to, kako se ta družba spreminja. Hkrati pa družba ustvarja neke pogoje za bivanje in mladi ti pogoji lahko izboljšujejo. Torej gre, tako kot smo prej slišali, za obojesmerni proces. In smo v bistvu s tem prišli že do zaključka načel. Jaz upam, da je bilo razumljivo. Mi smo imeli, ko smo sestavljali načela, smo imeli listke, ki smo jih dajali skupaj, tistih listkov žal nimamo, tudi da bi mogoče više videli, kaj je vse v ozadju, ampak mislim, da so načela tukaj široka in da vsi poznamo področje, da je približno razumljivo, kaj smo dali v posamezne načela. Hvala. Mi vsakemu praviči